Še enkrat en prav lep pozdrav. Morala sem se hitro javiti, ker se res veliko stvari v kriptu dogaja, na kripto sceni. In danes vam bom predstavila DBZ, kar zanimiva zadeva za pogledati. Pa kaj se z bitcoinom dogaja, oziroma pač mrežo in pa mača, Kraken, Vaninč, te stvari. Tako da dajmo kar začeti, jaz bom kar šerala, share screen, takole. Takole. DBZ. To ni od Jacka Levina, je pa Jack Levin kar fajn pohvalil, on tudi dela s tole zadevo. V glavnem bom dala tudi white paper oziroma light paper od tega v opis spodaj tega videa, zato da boste lahko si pogledali, za kaj gre. Pa bom čisto na kratko povedala. Jaz sem včeraj tole naredila, ker mi je bilo zanimivo, sem ravno odmintala kar nekaj zenov, ke sem imela na 2 meseca. Tako da jih imam zdaj kar nekaj v bistvu in zadovoljna sem, no, pač zadovoljna sem, moram reči. Tako da zdaj imam nekaj zena stejkam na 1000 dni, nekaj zena imam likvidnega in pa večinoma zena imam v prihodnosti, čez 1 leto. Pač sem kar nekaj vložila, no, pač da, ker zen v bistvu deluje, Jack Levin deluje hitro, odločno, v redu, vse pove, ničesar ne skriva, dobre stvari, slabe stvari, dejansko zadovoljna. Moram reči, da sem zadovoljna, zaenkrat lahko, da bom spet kaj razočarana, je možno, tako kot sem že bila večkrat, ampak zaenkrat je okej. Zdaj to, kar govorim, ni finančni nasvet, nič od tega ni finančni nasvet, ampak se sami odločite, ali boste vlagali, kam boste vlagali, pa kaj je za vas okej. Zdaj bomo se kar, Metamask je treba skonektati, če hočete, oziroma pač eno od denarnic, ni važno, katero, je treba skonektati. Jaz imam tale testni Metamask. Transported Ethereum mainnet. To mi nekaj zdaj nadela, samo sekundico, vidim. Ja, F5 je bilo treba pritisniti oziroma osvežiti monitor, ker sem delala z nekimi drugimi omrežji, pa pač ni prepoznal. Zdaj jaz sem na Ethereum omrežju, drugače pa tole deluje še na drugih omrežjih, kot vidite, a ne. Zdaj, če želite, lahko DBZ, pač na Ethereumu seveda to najdražje, poskusite na Polygonu, ke odlično deluje, na Fantomu, čakajte, a je? Ja. Na Fantomu, stvari Fantom odlično deluje, ali pa Binance mreži, če jo poznate, recimo, a ne. Zdaj tale Dogecoin, to meni nič ni delalo. Ethereum Proof of Work, ta je pa meni tudi dobro dela in tukaj tudi v bistvu zelo poceni, no. Zelo poceni za preizkušati zadeve, jaz tukaj imam tudi kar nekaj zenov. Bom šla po mojem tudi naslednji teden tole ali pa čim prej, no, ja. Čim prej, zakaj? Zakaj čim prej? Če bo koga od vas tole zanimalo, jaz to samo predstavljam, zato da veste za možnost, če koga tole zanima, dajte čim prej. Zakaj čim prej? Zaradi tega, ker je DBZ oziroma Xen omejen, se pravi, je deflacijski, je njegov supply je omejen. Toliko, kolikor jih je, toliko se jih bo dalo namintati in vsi ostali pač potem lahko samo še Xen kupujejo, če ga bo kdo prodal. Zdaj, za kaj gre? Tukaj imate pač koliko VMU-jev, batchmintov želite. Jaz sem jih dala včeraj 4. 4 pomeni, da sem brnala, se pravi skurila, tukajle vidite 10 milijonov Xenov sem skurila včeraj, a ne. Zdaj tako, na Ethereum omrežju to stane
se lahko pogledamo, pač včeraj je bil Gwei tam nekje 15 v povprečju, je bilo to stalo vse skupaj okrog 30 evrov, nekaj takega, a ne. Se pravi, da sem skurila Zene in Ethereum fi in te zadeve. Zdaj, za kaj gre? V bistvu, ko vi to naredite, ko skurite Zene, zdaj, če ste opazili, Xenu gre cena kar gor, precej gor. Zakaj? Prav zaradi tega, ker je zdajle ta DB Xen je skuril, mislim, da 25 % Xena, ki je ta trenutek na trgu. To seveda pomeni zmanjšanje supplyja, zmanjšanje ponudbe in zadeva, seveda gre cena gor. To je normalno, tako da to je super, krasno. Zdaj, Jacka Levina sem slišala, je rekel oziroma pač je tvitnil, lahko pogledate njegov tvit, da je tale DB Zen, to ni njegov izum, to je nekdo drug naredil, da je tale DB Zen zanimiva zadeva in je zdaj v nekaj dneh, to je mislim, da nekaj dni, kar je lansiran, je naredil veliko več yilda svojim uporabnikom kakor Hex. In je dosti boljši od Hexa, a ne. Deluje pa zelo podobno kot Hex, se pravi, vi skurite, Hex morate tudi skuriti, to je tako, ne. Tukaj pa skurite Xene in potem dobite tukaj gor fije, se pravi, dobite nazaj povrnjen, v Ethereumu in pa nazaj dobite fije oziroma pač, dobite rewarde v DBX, se pravi DB Xenu, a ne. Oziroma to je DXN, DXN se imenuje, ne. In je že na borzi in se že v bistvu trada z njim. Tako da tole bi znala biti kar zanimiva stvar, no, jaz nisem velikih količin šla delat tega, ampak zato ker, morate, je spet tako, tisti, ki je največ skuril pa kaj ta prl noter, bo seveda največ pobral, je tako, tako da to morate vedeti, a ne. Se pravi, jaz sem bila med ta prvimi in nisem prav veliko, skurila, ampak že od včeraj do danes imam tukajle tele rewarde, tulele so same nule, ker nisem še nič naredila v tej denarnici, tudi ne bom. Tukaj imam že 5 celih pa še nekaj od včeraj do danes, a ne. DXN-jev. Luštkano, a ne, se pravi, tukaj pa imate tudi čas, ko odšteva, kdaj dobite naslednje rewarde. Zdaj, to vam ni nič vam ni treba narediti, prvič plačate in to je to. In lahko imate to za zmeraj, a ne, jaz bom to pustila zdaj. Jaz bom pač to pustila, lahko bi klajmala, sem šla pogledat, kaj se zgodi, če klajmaš tistih 5, ne, pač plačaš Ethereum fi, jih dobiš sem v denarnico, jaz imam pač trenutno MetaMask oziroma to, ke res to delam, je Ledger, in tukaj jih dobiš in jih lahko daš stejkat. Ampak je nesmiselno, ker je to zapravljanje denarja za fije na Ethereum omrežju in je boljše, da se takole kar pusti, ker se itak stejka, tukaj piše, a ne, da karkoli pustite gor, ne klajmate, je avtomatsko se stejka, kar pomeni, da dobite dodaten yield, rewarde, nagrade in je tega kar se kar nabere, no. No, to je pa kovanec v bistvu, na katerega jaz računam, da bo šla cena gor. Gor, 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 ker je deflacijski, a ne. Xen ni, Xen je neomejen supply tam, smete gledati na ceno, ampak morate gledati na njegovo uporabnost. Zdaj, ke smo že pri uporabnosti Xena, a ne, pač veliko ljudi ga je že začelo uporabljati. In, zdaj se pogovarja, da bi ga trgovine začele uporabljati, sistemi, podjetja in tako naprej, kar pomeni, da lahko slej ko prej zamenja dolar, ki je vedno bolj, ko bi rekla, omejen, vedno manj ga je. Jaz v to tiskanje denarja nikakor ne verjamem,
ker tega ekonomski trg ne kaže, ker če bi ga tiskali, potem ne bi bilo take krize, kot je. Ravno obratno je, kot več ali manj vsi govorijo in čvekajo in čivkajo, ponavljajo kot papige drug za drugim. Trg tega ne kaže, ker je v bistvu, ker trgu je pomanjkanje dolarja, zato se ta kriza približuje in dolar postaja enak bitcoinu zbirateljski denar. Torej, store of value, neke vrste, kdor ga bo imel, ga bo pač imel in pač na koncu je store of value bodo zlato, bitcoin pa dolar. Več ali manj. In dolar bo nekaj časa še, dokler ga bojo ljudje uporabljali. Če pa bodo ukinili, kar bi znalo biti, saj Evropska unija je že sprejela zakon za čez 5 let, da ne bo več gotovine, bi pa znalo biti, da bo tudi to neuporabno, a ne, se pravi dolar pa evro. Da bosta precej neuporabna, ker nima veliko ljudi gotovine. In jo tudi ne morejo do nje priti. Tako da zdaj s kriptom se marsikaj dogaja. Marsikaj se s kriptom dogaja. Jaz sem, moram reči, izjemno presenečena. Zdaj, Kraken me je kar presenetil, Krakena ne uporabljam več in ga tudi ne bom. Na Krakenu v bistvu jaz sem hotela USDC kupiti in ga pač uporabljati. Jaz sem ga kupila, ampak nikjer nisem zaznala, da USDC, niti nisem videla nikjer nikjer ni bilo napisano, samo da se da za dolar kupiti USDC na Krakenu. Sem rekla, super, krasno. Jaz sem to zamenjala. In kaj se je dogodilo? Nisem ga mogla spraviti dol na Ethereum omrežje. Zakaj ne? Ker ni ERC20 token na Krakenu, ampak gre za ERT token, se pravi Tron token. O bog, potem se ni dal, DAI pa je bil ERC20 na Krakenu, recimo, ne, ampak DAI se vedno manj uporablja. Na žalost se tudi Ethereum vedno manj uporablja, ampak se vedno več, sem opazila, predvsem na decentraliziranih borzah uporablja wrapped Ethereum, wrapped Ethereuma, ne. Tega se uporablja in tega se na OneInch uporablja, na Mači se uporablja, recimo, kot limit orderja sploh ne morete brez wrapped Ethereuma uporabljati, a ne. Več ali manj se to. Zakaj? Zaradi tega, ker je Ethereum omrežje vedno bolj centralizirano, ljudje se temu vedno bolj izogibajo. Američani, v bistvu ameriška vlada in pač direktive v imenu tega, da poskušajo ljudi kao zaščititi pred kriptom in temi zadevami, je to samo izgovor, da ljudem jemljejo stvari, pravice, denar in pa da jih stiskajo v kot, a ne. In ubogi Američani že dlje časa. New Yorku se sploh ne da, mislim, je kripto čisto prepovedan in se sploh nič ne da narediti. Definitivno, da ne, a ne. Zdaj tako, jaz mislim, da se novi kripto, decentraliziran kripto, ta pravi kripto, res ta pravi kripto za ljudi zdaj rojeva. Zdaj je ta čas. Mi smo prišli zdaj v čas tega novih stvari. In Xen, mislim, da je prvi, ki je prebil te zadeve in zdaj je na vseh mrežah. In pazite to, gre tudi na Bitcoin mrežo. Gre na Bitcoin mrežo. Super, super. Tisti, ki imate Bitcoin, tisti, ki ga držite, pa niste z njim mogli nič več ali manj nič delati, imate ga kot store of value, se bo zdaj, z Bitcoinom se zdaj že preko Xena dajo delati NFT-ji, to je že, in zdaj dejansko se bo dal tradati satošije, se pravi te majhne fragmente Bitcoina, se bo dal isto tako stejkati, premikati iz mreže na mrežo, delati z njim, kupovati, tradati. V glavnem, Bitcoin bo postal živ mehanizem, a ne. Ker do zdaj bi pač mrtva stvar, kakor pač dolar približno, a ne.
Tako da to je super zadeva in če bo padel pod 10 €, kar bo za moje pojme, pazite, to ni zdaj spet nasvet, jaz mislim, da bo padel pod 10 tisočakov bitcoin, slej ko prej, da bo šel tudi pod 6 tisoč, bi znal pasti. Takrat ga bom jaz majhen kupila, a ne, pač in bom z njim pač delala tako kot zbirateljski denar, ker bitcoin meni ni, mi je prestara tehnologija. Mi je dosti boljša zadeva. Tudi Hex mi zdaj postaja absolutno prestara tehnologija, a ne, pač kar je, kar sem vložila sem, tisto bom videla potem čez 15 let, kaj bo. Zdaj letos imam še 2 stejka in to je to in potem čez 15 let, a ne. Pa sem s Hexom sem pač za nekaj časa zaključila, tako da odločila sem se, da Hex, ne vem, jaz ne bom čakala teh nihanj gor pa dol, tega pumpanja cene gor pa dol, ker Hex mislim, odkar sem odkrila, da, njegova koda je fake v bistvu oziroma fake, ni fake, ampak ne deluje tako, kakor govorijo, kakor pravijo. Dejansko, če znaš kodo prebrati, kot nam jo je prebral Jack Levine, potem ugotoviš, da vse dobi Richard Heart, a ne. In, torej izvorna denarnica. Tukaj ni izvorne denarnice. Pri teh novih decentraliziranih zadevah ni izvorne denarnice. Zdaj bi povedala samo še OneInch pa Matcha, a ne. Zdaj jaz, se pravi, preko Krakena ne delam več, niti na Binanceu že zdavnaj nisem in ostalih centraliziranih borzah tudi ne. Ne delam. Mogoče bom enkrat OKX šla preverit, če bom uspela narediti račun, ampak vedno, ko ga naredim, naslednjič, ko pridem gor, mi pravijo, da ne obstajam, da me ni. Zdaj ne vem, zakaj to tako je, ampak, not your keys, not your coins, se pravi, če jaz ne morem priti noter na tisto mrežo, potem bom izgubila vse kovance. Če ne bom noter, kako bom pa z njimi debatirala, pa nimam pojma, a ne. Saj so ful v redu fantje pa vse, ampak nimam zadeve jaz pod nadzorom in to mi nikakor ni všeč. Jaz hočem imeti stvari pod nadzorom in pika. Torej, če hočete, delati, se pravi, Ledger je ena varianta, čez Ledger se da lahko centralizirano, decentralizirano, v bistvu pač poslujete lahko, imate tudi kartico, kot ste videli, Viso, prek Ledgerja, tako da jaz vam absolutno svetujem, če si boste omislili, dajte si kupiti nov Ledger, čisto svež, in pa dajte samo probavati, pa neke male vsotice, nekaj takega, mogoče za sproti kaj za kupovati, prodajati. Zaradi tega, ker seveda, čim date svoje podatke, lahko davkarija vam gleda tisti račun, ker je blockchain odprt in lahko vsak vidi, in dejansko, če imate vi ime pa priimek, pa vas nekdo nekaj prijavi, bodo oni šli tudi pogledat vašo blockchain denarnico, bojo rekli: "To je vaše, vi ste se v Ledgerju podpisali pod to denarnico, to je vaša denarnica", a ne. Tako da to pazite, vas opozarjam, res pazite, ke jaz sem pač tam, jaz sem začela, ampak pol sem videla, da moram čisto vse svoje podatke dati, sem nehala, a ne, sem rekla: "To pa ne bom." Bom neko čisto novo denarnico, bom tisto imela kot testno denarnico, pa si bom še Viso nabavila, pa bom videla. Bom videla, kaj bo, a ne. Tako da vam lahko tudi povem, enkrat v prihodnosti to bo. Zdaj delam, se pravi, Ledger je imel zdaj marca zastonj, niso zaračunali fijev, če si kupoval tradov prek Ledgerja. Zdaj verjetno ne bo več, ali pa bojo še te akcije verjetno, no, ne vem, verjetno. Medtem ko se tudi direkt lahko pač kupiš, z evri, z Visa, z navadnim bančnim računom ali pa s transakcijo iz računa preko Ledgerja se vse da. Se vse da. Ledger je francosko podjetje in pač mu je kar za zaupati, razen seveda, pazite na svoje podatke, če ne želite, da vejo o vas karkoli.
Ker pač v končni fazi je ledger tudi centraliziran, ker je zadaj pač so ljudje, in imajo, zdaj, če imate samo ledger pa samo ledger kot denarnico, potem nimajo vaših podatkov. Če pa čim se na mail ali pa karkoli, pošiljate, pol je pa že imajo že vaš podatek, a ne. Okej, Mača je, jaz sem šla to raziskovat zdaj. Mača je, to je decentralizirana borza oziroma pač menjalnica, a ne, je, ampak zadaj ima ekipo. Vsi v tej ekipi noter so pač neke kar hude živine in ljudje, ki so znani v kriptu in tudi v finančnem svetu, in pa eden med njimi je tudi, neke nemške banke, bivši uslužbenec nemške banke. V glavnem so Američani to. Američani, tako da bi lahko rekli, da je zadeva ameriška, a ne, tako da Mača je za mene dražja, ke sem v Evropi, medtem ko sem ugotovila, da je OneInch za mene boljši. Pol sem šla raziskovat še OneInch in sem ugotovila, da so večinoma ljudje, ki vodijo OneInch. OneInch je tudi decentraliziran, kar pomeni, da se upravlja s tistimi, ki imajo OneInch kovanec, in je tudi soglasovanje in te zadeve. Vendar pa seveda je zadaj ekipa, ki se s tem ukvarja s to aplikacijo, in to oni niso lastniki, ampak se ukvarjajo s tem. Zdaj večinoma, skoraj vsi, oziroma bi rekla vsi, ki so glavni pri tej ekipi, so Rusi. Tako da je zadeva ruska. Lahko rečemo, da je ruska. Ne bi smela tako reči, ampak za mene je to ruska stvar in pa, se pravi, OneInch je za mene ruska stvar, medtem ko je, Mača ameriška. Tako da jaz uporabljam OneInch zdaj, a ne. Uniswap mi je pa tako, ne. Uniswap pa vemo, da je kitajski, in je tako, no, pač meni deluje včasih tako, zelo tako pisano, a ne. In mu tudi ne zaupam prav preveč, ne zaupam mu. Okej, to je v bistvu, zaenkrat to, tako da želela sem vam res tale DB Xen, predstaviti za tiste, ki vas to res zanima, da bi čim prej pač, tole zadevo uporabljali, dokler ne poidejo kovanci. Toliko, v vednost, če vam je všeč, lajkajte, všečkajte, pošljite še komu. In pa, vedite, da to ni finančni nasvet, vlagajte kamorkoli želite, lahko komentirate, če želite, in pa seveda lahko podprete tudi, moj kanal. Bodite veseli, zdravi in zadovoljni, pa se vidimo pri naslednjih, novicah v kriptu. Čao, čao.